Z velikim veseljem še enkrat pozdravljam v svoji družbi Vido Žabot, klinično psihologinjo in duhovno znanstvenico. S posebnim namenom Vida prihaja v Slovenijo 13. maja v Kulturni dom v Medvodah. Vida, lepo srčno pozdravljeni. Lep pozdrav vsem in mislim, da nas bo ogromno, ki se prebujamo in si želimo tega srečanja. Imam en navdih. To je tako, kot da bi šli v ene duhovne toplice, ki so nas že stari Rimljani opozorili, da topla voda povezuje in sinhronizira možgane. In mislim, da tudi naša energija in naše duše od časa do časa rabijo take povezave, kot se dogajajo tudi pri petju. Tako da tako srečanje lahko veliko pripomore k dobremu počutju, k boljšemu zdravju, k premagovanju negotovosti, strahu ali karkoli pač lahko zmoti človeka v vsakdanjosti, ko opazuje, kaj se dogaja okrog po svetu. Duhovne toplice, sliši se enkratno, prvič slišim. Vida, midve sva poznava že, bom rekla, prvič sva sodelovali že desetletje nazaj, naredili sva kar nekaj intervjujev, celo v gledališču sva bili skupaj, ampak nikoli pa nisem bila na vašem predavanju. Kako izgleda na vaših predavanjih? Jaz navadno podpiram misli in ideje, ki jih izberem kot možno koristne za tiste, ki jih bo energija privabila v dvorano, jih projiciram po PowerPointu z podobami, lepimi fotografijami in potem se pogovarjam z občinstvom. Ne oddrdram predavanja, nikoli, tudi na fakulteti tega nisem nikoli. Izražam to, kar sem pripravila in se pogovarjam z ljudmi, odgovarjam na vprašanja in poglabljam postopoma. Pojem za pojmom, podobo za podobo, intuicijo za intuicijo, tako da je lahko dostopno komurkoli. Se pa ustvari med mojimi predavanji tako dobro energetsko polje, da nekaterim mine glavobol ali kaj podobnega. To se tudi redno dogaja, tako da. Pač. Ja, in to je tisto, pravzaprav, kar je, bom rekla, ena velika dodana vrednost, oziroma kar ljudje tako zelo potrebujemo, biti v močnih, dobrih energijah, čistih energijah, ki nam pravzaprav dajejo omogočajo neke preboje, bom rekla, skupaj seveda s kvalitetno. Nas spomnijo, kdo v resnici smo, ker to bo ena od trditev, ki jo bom prinesla v tisto predavanje v Medvodah. Ne zavedamo se, da smo v naši, bi lahko rekli, pretrdi človečnosti, ki jo lahko primerjamo s egoičnostjo. To pomeni s tem, da smo si zgradili en ego, ki je lahko zelo koristen do določene točke v življenju. Za nadaljnjo pot proti svobodi, dobremu počutju, zdravju, obilju in celo sreči, pa postane velika ovira. In če ne dosežemo, tako kot si ti rekla, tistega preboja, ko spoznaš, kaj je tvoja pristna narava, in to je onkraj omejenosti tretje dimenzije, prostora, časa, zgodbe, zgodovin in tako naprej, prekinemo stik s našim virom, z življenjem samim in potem nam ni drugega, kot se mučiti v tej dimenziji. Ne? Prav to sem hotela reči, da to je, kot da bi tona, 1000 kilogramov padlo stran. Mi nismo to telo, ki nosi, 50 ali pa 100 kil, ampak kot da bi teža 1000 kilogramov odpadla stran. Takšna je lahkost bivanja, kadar človek ve, oziroma živi to svojo lahkost in resnico. Ja, to je ta lahkotnost, ki jo prinese avtomatično ozaveščenost, kdo v resnici smo
in kakšno moč notranjo imamo in kako lepo je živeti, če znamo ohranjati tako visoko frekvenco, ki nas obdržuje v takem stanju, lahkotnem stanju. In to pa pomeni praktično kontrola misli, izbiranje čustev in ne več dovoliti nikomur in ničemur, da vpliva ali pa postane regulator našega notranjega stanja, dobrega ali slabega počutja, dobre ali slabe volje. To so naše odločitve, to je treba spoznati kot dejstvo. Sami se odločamo, kako se počutimo. Ja, hvala za to, da ste dali moč nazaj v naše roke in odgovornost s tem. Vidim, dan smo poimenovali duša, seksualnost in radost življenja, ampak ko ste me vprašali, a je to ta naslov moj, se pripravim tudi na to temo, sem rekla, vzemite si svobode, razmislite v okviru tega dneva, kaj želite predati, kaj želite deliti z občinstvom. A ste zdaj že vse povedali, a imate mogoče še kakšen podnaslov, še kakšno tematiko tega predavanja, ali sva povedali vse o tem? To bom pa pustila za presenečenje tistim, ki pridejo. Mislim pa, da bo osnovna tema lahkotnost in radost, ker to nas dviga in to nas lahko res rešuje v vsem tem, kar prihaja nasproti in kar lahko ljudi šokira ali prestraši ali karkoli. Mislim, da tisti, ki se bomo zbrali, bomo koncentrirali toliko dobre energije, da se nas katastrofe svetovnih zadev ne bodo več tako osebno dotikale in da bomo mirno pluli čez vse zadeve, ki se odvijajo tako, kot je prav, da se odvijajo, ker pač smo v eni fazi rekonstrukcije, renovacije in prenove planeta in narave in vsega. In lahko v tem celo uživamo in opazujemo lepote sprememb, brez strahu. Samo še eno vprašanje zadnje imam, glede na to, da sva se dobili ravno na mrk, pravzaprav včeraj je bil ta mrk, ampak začetek mrkov, čez 14 dni nas čaka še eden, vsi opozarjajo seveda močne energije in vse naprej. Kako doživljate in kako preživljate to obdobje mrkov? Se vas kaj dotakne? Ne, jaz ne čutim sprememb, včasih malo pritiska v možganih ali pa kakšno noč globokega dobrega spanja. Te energije meni niso moteče, ker mogoče že dalj časa živim z naravo in v povezanosti z materjo zemljo. Čutim pa, vem, da so zelo močne in da lahko nekateri imajo probleme, ker se naš centralni živčni sistem ne prilagaja tako hitro tem vibracijam, ker smo šli iz fotonskega sevanja na gama žarke in gama žarki so lahko tudi neprijetni ali celo nevarni, če se preveč bojimo ali smo preveč jezni ali nas kaj preveč skrbi. Bom tako čisto preprosto povedala, da ne bomo vedno govorile samo o frekvencah in teži življenja, ne? Tako da več si pojete, več se smejete, boljše spite, manj resno se jemljete in jemljete vse to, kar se dogaja, manj težko vam bo iti čez to obdobje. Lepše vam bo čez to obdobje. Hvala. Hvala, Vida, za to. Zelo se veselim, da se spet vidiva 13. maja v Sloveniji v kulturnem domu Medvode. Medvode. Nasvidenje vsem, pa lepo se mejte do ta čas.